Kaj pa je to za večino držav v vzhodni Evropi pomenilo? Liberalizacijo uvoza. Nenadoma so bile vse države postavljene v točko, kjer z domačimi proizvodi sploh ni bilo mogoče konkurirati. V svetu niso mogli konkurirati že prej, zdaj tudi doma niso mogli konkurirati, ker so bili pač ti proizvodi z zahoda bistveno boljši in jim je pravzaprav najhitreje propadla vsa industrija. Najbolj tipične dežele so tri baltske dežele, ki so najbolj izrazito sprejele ta neoliberalen koncept, kot pravimo, se pravi popolna liberalizacija. Ta popolna liberalizacija na nek način ni bila nesmiselna kot ideja. Zakaj? Za vzhodne evropske države, spet je Slovenija precejšnja izjema, je veljalo, da so tako imenovane ekonomije pomankanja ali pa shortage economies. To je pa enostavno pomenilo, da je ponudba zmeraj manjša od povpraševanja. Povpraševanje je zmeraj večje od ponudbe, no in seveda to je veljalo, predvsem dokler so bile te države zaprte. Najbolj izrazit primer je bilo recimo, če vzamemo nemški Wartburg. Dokler je bila vzhodna Nemčija zaprta, so ljudje na Wartburg čakali 7 let. V tistem hipu, ko so se meje odprle, to ni bil nič več produkt, ki bi se ga sploh dalo prodati. In tako se je sesula praktična industrija v vsej vzhodni Evropi. Nekaj so jo prevzeli tujci, nekaj je pa pač velik del te industrije je propadlo, ker so pač delali produkte, za katere so rekli, to so produkti čiste socialistične produkcije. Produkti so samo, dokler imamo socializem, ko nimamo več socializma, pa so niso nič več produkti. No, to je bila ena stvar. In takoj na začetku se je začel zelo velik razkorak, ki se je kažal na tekočem računu. Tekoči račun je pa razlika med uvozom pa izvozom, ampak ne samo blaga, ampak tudi storitev in pa dohodkov. No in te države, predvsem recimo baltske države, so imeli te tekoče primanjkljaje približno 15% bruto domačega produkta, ker v bistvu zelo poenostavljeno pomeni, da narediš 15% manj kot porabiš. Se pravi, tvoj standard gradiš predvsem na tujih prihrankih. In seveda ta velik primanjkljaj so v veliki meri pokrivali tako, da so prodajali premoženje oziroma dobili tuje neposredne naložbe. Se pravi, te tuje neposredne naložbe. In če gledate tuje neposredne naložbe v vzhodni Evropi, boste videli, da je večina tujih neposrednih naložb niso tako imenovane greenfield naložbe, to se pravi, da nekdo na novo zgradi tovarno, ampak je večina naložb so prevzemi domačih podjetij. No in to postaja na nek način zasvojene, postajajo te države s tem prilivom kapitala in vsa stvar deluje, dokler je priliv kapitala večji od odliva kapitala. Ampak postopoma odliv kapitala postaja večji od priliva kapitala z zelo enostavnega razloga, ker če si pač lastnik, čez nekaj časa zahtevaš dobiček in dobiček si odhaja iz dežele. In če gledamo vzhodnoevropske države, vidimo, da je približno razlika med tistim, kar je v deželi narejenega in tisto, kar ljudje dobijo, približno 5%. Nekje v Madžarskem pa približno 7%, zaradi tega, ker se toliko dobičkov odlije v tujino. No in zdaj vzhodnoevropske države so posebno zabredle zdajle v krizi. Če gledate zdaj, kaj se dogaja, saj se moramo gledati po kvartalih podatke, ugotovite, da so se tuje investicije, se pravi tale priliv kapitala, zmanjšale za 3/4. Se pravi, ostalo je približno 20 do 25% priliva kapitala, medtem ko se je odliv kapitala še zmeraj nadaljeval. In namesto, da bi dobili nov kapital, ki ga zdaj najbolj pogrešajo, je prišlo do tega, da se pravzaprav kapital odteka iz vzhodne Evrope v zahodno Evropo. Zaradi tega so te države bolj prizadete. Pričemer je pa treba reči, in to velja tudi za Slovenijo, da ne gre za veliko zadolženost države v ožjem pomenu besede. Države v ožjem pomenu niso zadolžene. Zadolženo je predvsem prebivalstvo teh dežel. No, če gledamo zadolženo prek
tujih bank, ker z izjemo Slovenije je vsa vzhodna Evropa praktično ima samo tuje banke, ljudje so pri teh bankah zelo zadolžili in zdaj tudi te banke enostavno ne morejo pobrati nazaj teh dolgov, ker je pač prišlo do krize. No, tule je pač situacija, če gledamo v vzhodni Evropi. Če gledamo Slovenijo, Slovenija je v nekoliko boljšem položaju, kot so druge, oziroma bi jaz rekel, je bila v bistveno boljšem položaju do leta 2004. Kaj je bilo značilno za Slovenijo do leta 2004? Nekje 1993 je bilo konc tako imenovane transformacijske depresije. Takrat se je gospodarska rast spet začela. Potem je bila gospodarska rast relativno enakomerna, približno 4% letno, oziroma relativno enakomerna, zelo malo je bilo odklonov okrog tega. Obenem je pa Slovenija imela še dve značilnosti. Imeli smo ravnotežje na tekočem računu, pomeni, da je ta primanjkljaj na tekočem računu bil praktično nič, kakšno. Smo pa po moje zelo veliko denarja povsem po nepotrebnem zapravili. Če gledate, kaj se dogaja, zdaj govorimo vsi o kreditnem krču. Samo prednje, ki je bil kreditni krč, smo imeli kreditno zasvojenost. Če gledate podatke za nekaj preteklih let, od leta 2005 naprej, boste videli, da so krediti rasli približno po 30% na leto, medtem ko je pa nominalni bruto produkt, to se pravi tisto, kar naj bi krediti suportirali, tisto je pa raslo kvečemo po 10%, to se pravi zmeraj bolj je bilo prebivalstvo pa gospodarstvo odvisno od kreditov in kreditni krč je bil logična posledica te kreditne zasvojenosti. No, deloma je to prišlo v poštev pri prebivalstvu, ampak najbolj neumno je pa bilo to, da so najemali kredite zato, da so kupovali ljudje vrednostne papirje. Seveda, tam so vsi govorili o donosnosti na raznih balkanskih skladih in tako naprej, kjer naj bi bila donosnost 30 in 40%. Jasno, zdaj zato, da si kupil, si se zadolžil in na koncu je pravzaprav so ti papirji postali malo vredni, dolg se je pa povečal. Jaz pravim, sej Bavčar, ne vem kakšne mahinacije sicer še delal, ni delal nič drugega, kot je delalo zelo veliko ljudi v Sloveniji. On je kupoval petrolove delnice po 1000, potem je pa vrednost padla na 300. V tem je njegov problem. Če ne bi bilo do tega, bi bil še zmeraj velik gospodarstvenik on in pa Šrot. Ampak tudi Slovenci, generalno, Slovenija je delala nekaj podobnega, kar se pokaže v tem. Neto zadolženost Slovenije sredi leta 2005 je bila nič. To se pravi, naše terjatve v tujini pa naše obveznosti do tujini so bile enake, še v letu 2005. Do konca leta 2008 je neto zadolženost narasla na 10 milijard evrov, se pravi v zelo kratkem razdobju in večina tega je izgubljeno. Zdaj vsi pravijo, ja, banke sedijo na denarju, to enostavno ni res. Banke so se sposojale denar v tujini, zato da so lahko dajale kredite za kupovanje vrednostnih papirjev, pa naj gre zaradi mene za tajkune ali pa za ljudi, ki so kupovali papirje v različnih skladih v tujini po celem svetu in banke v resnici doslej niso imele denarja. Seveda je tudi razumljivo, da banke nočejo posoditi denarja, da so bistveno bolj postale previdne, ker pač ne bojo posodile nekomu, ki svojih produktov ne more prodati. Se pravi, osnovni problem, ki ga imamo ne samo mi, ampak ki ga ima pravzaprav v svet, je kako pospešiti povpraševanje. Jasno, ali pa če zdaj imamo situacijo, kjer je ponudba bistveno večja kot povpraševanje, kakšni so izhodi.